v novem vlogu. Mi se danes končno odpravljamo z tega prostora v Brejki. Včeraj smo oprala še zadnjo rundo oblek, tako da gremo zdaj res čisti naprej. Sva še izkoristila, ker so lahko to reko. Danes gremo pa zdaj proti Ženevskemu jezeru, verjetno bomo danes že tam nekje prespali. Sicer čisto ob jezeru ne, ker so vsi parkingi večinoma bolj zares parkingi in tudi plačljivi in ni glih lepo, no. Tako da verjetno nekje v bližini Ženevskega jezera. Ja, mislili smo še na en pohoditi, ampak ga bomo spustili, zato ker je 1000 metrov višinske, pa je še nisem čez ziher, če je ok koleno, tako da ne bi takoj ful izzivala. Tako da ja, gremo direktno do Ženevskega jezera. Je pa drugače trenutno že ful lepo, kar naj je ful presenetilo, ampak po tem enem tednu so ves čas opazovala drevesa okoli naju, zdaj tudi ko se vozva, vidva, da so že ful jesenske barve, v enem tednu so res kar rdeči listi ratali. Ful čuden glede na to, da je še vedno ful toplo, ampak očitno je po noči dovolj hladno, da že počas jesensko ratuje. Dobro jutro, mi že nadaljujemo pot, ampak najprej poveva, kako nam je bilo včeraj všeč Ženevsko jezero. V bistvu ne glih, zaradi tega, ker nekako bolj spominjali na Blatno jezero, kakor na neko lepo švicarsko jezero, oziroma francosko-švicarsko. Res je tako zelo nizko izgledalo, kjer so se ljudje kopali, pa kar blatno muljasto. Poleg tega pa večina obale zasebne, ker so pač vikendi in hiše, tako da sva komi sploh prišla na obalo na neke dve mali plažici, kamor sva mogla tudi vsak posebej, zato ker čeprav je sreč bunja, so povsod table, da slučajno pes ne sme tja iti. Tako da ja, v bistvu so bila kar razočarana. Je pa res, da je bilo dosti lepo iz tega vidika, da sva ob sončnem zahodu bila in da sva se sprehajala smo se sprehajali trije, čez eno sosesko, kjer so res zelo bogate hiše, tako da sva se bolj malo naslajala, pa našla sva res eno ful lepo hišo, tako leseno, ne preveliko, z okusom narejeno, pa čisto ob jezeru, pa še ob enem kanalu, tako da ima z dveh strani vodo, pa ful veliko parcelo, tako da verjameva, da je par milijard vredna in je res lepa. Ja, drugače, da je bilo toliko nizko, res so vsi do kolena ali pa do pasu največ stali, pa res ful daleč noter v vodi. Sam ne veva zdaj, je to bil samo en tak del jezera, ali je celo jezero tako. Mislim, celo zikar ni tako, zaradi tega, ker so pol gledala podatke in je na najglobi točki tam okrog 300 metrov globok, povprečna globina je pa 150. Tako da ne veva, pa je vedno pol na robu bolj tako nizko, ampak res za kupati ni prav nič atraktivno izgledalo. Gremo pa danes zdaj naprej, tudi bolj zgodaj smo se spokali, zaradi tega, ker mene neki zob boli zadnje par dni.
in bodo danes šla do enega zobarja. Na Google so našla enega, ki je kar dobro ocenjen, pa ki se da blizu s kemperjem parkirati. Tako da ja, bomo videli, če me bodo vzeli, sicer ta bolečina ni glih neki zelo urgentna, tako da bomo biti počakati še kakšen teden, ampak ja, nekako bi bilo to dobro pred Afriko zrihtati, tako da držimo pesti, da me bo že danes vzeli. No, ta ambulanta ni bila odprta, nikogar ni bilo, niti se na telefoni nihče javljal, čeprav jim je na vratih pisali, da so odprti normalno, tako da ne vem čist, kaj se dogaja. Sem pol klical naprej še v Albertville, to je eno mesto, ki bo naslednje malo večje na najini poti. Tam bi naj sicer lahko bi me vzeli že jutr, ampak to je samo pregled v smislu, da oni vidijo, kaj sploh je, ker ne more narediti appointmenta, če ne vejo, da bo zares nujno. In pol, če je bilo zares nujno, bi me lahko vzeli v začetku naslednjega tedna, drugače ne vem kdaj, ker naslednji teden ima full časa pa je, ampak ja, ne more pa narediti appointmenta, če ne ve, kaj je. Tako da ja, zdaj en teden čaka tam v mestu na Mani, tako da sem pol klical še v Annecy, to je pa eno mesto, ki bo pa malo izven naše poti, zdaj imamo do tja 40 km. Tam so rekli, malo slab so govorili angleško, no, tako da tam me bo že danes sicer vzeli ob 4 popoldne, ampak nisem čist prepričan, bo to že zaresen poseg ali bo tudi sam pregled, ampak ja, se mi zdi, da bolj, ko si enkrat tam na licu mesta, mogoče malo lažje pritisneš, da naj te čim prej vzamejo po telefonu, tako da upava, da bom že danes lahko to zrihtal ali pa vsaj, ne vem, jutri, če bo imel kakšno luknjo. Ja, nasplošno smo zdaj gledali na Googlu milijon zobozdravnikov in za to porabili, ne vem, 2 uri. In smo ugotovili, da najbrž imajo vsi v Franciji takšen postopek, da se prvo samo za pregled naročiš, potem pa šele se pogovarjaš naprej, kdaj boš prišel, da ti zares kaj poštimajo, tako da ja, zato upava, da bojo to danes že uštimali v tem Annecyju. Ja, malo me je čuden sistem, res, za naše pojme čuden. No, danes je bil pa res pester dan s tem rokovim zobom, zato ker smo prišli v to mesto, kjer se zmenilo ob 4, da ga bojo pogledali. In sva 1-2 ure se furala po mestu in iskala parking, zato ker so čisto povsod bile neke višinske rampe ali pa je bilo zasebno parkirišče. Še na parkirišču od navadne trgovine je bil znak, da ne smejo kemperji parkirati. Tako da sem bila že čisto upana na koncu in bolj sva najdla neko majhno parkirišče, kjer sem seveda zasedla pol več od enega boksa, plačljivo parkirišče in je šel Rok v eno kavarno zraven natakarja vprašati, če je v redu, če so tako tle parkirana in je rekel, da ne ve, da kar se njega tiče ja, ampak da pač ne ve, kako bo redarji ukrepali, če naj jo vidijo. In da je mogoče bolj, če greva na eno bolj oddaljeno parkirišče, pa se Rok odpelje do zobarja z avtobusom, ki kao čisto bližino zobarja pripelje. In sem rekla, da ok, če nama pokaže, kje je to parkirišče in nama je. In zraven je povedal, da je zraven tega parkirišča njegova hiša in da je bom poklical svojo mamo, da nam odpre vrata in da lahko pri njemu doma parkirava. Čeprav sva rekla, da ne, da res ni treba, je on že poklical mamo, tako da potem sva res tam parkirala. Ta gospa starejša je bila ful navdušena in ful vesela, da sva tja prišla in naj jo je takoj not vabila, ker je bilo ful vroče in je
še zmeraj danes vroče. Tako da nama je ful, če bova kaj pila ali jedla in čeprav sva rekla, da ni treba in da imamo vse v kemperju, nama je prinesla ene 3-krat flaše ledene vode. Pa pač ful je bila prijazna, čeprav ni znala nič angleško, smo se pri Google Translate pogovarjali. Tako da ja, pač na koncu tam parkirala, Rok je šel za avtobusom in sem tudi z avtobusom nazaj pripeljal. Ja, je pa poleti avtobus v tem Annesiju zastonj, tako da se niti s kartami nisem rabil ukvarjati. Zoper je pa tudi zelo prijazen in je tudi zrihtel, mislim, upam, da ne zrihtimo zaenkrat nič nekoliko, ker imam itak še injekcijo, tako da še drži. Ampak ja, pod Colombo se mi je pa neka nova luknja začela delati, tako da je zdaj tisto odprl. Sem pucal zelo na hiter, ker ni bilo veliko, ker sem to vzgodi pršel in nazaj zaprl. Upam, da bo držal in da bo tudi v Afriki to v redu. Včeraj smo se pol iz Annesija kar takoj po Zobarju odpeljali ven, ker je bilo res toliko vroče, 35 stopinj je bilo, tako da si nismo nič niti mesta ogledali. Lahko bi sicer tam nekje prespala blizu, pa šla danes v mesto, ampak danes je toliko vroče, da ni niti za naju vzdržno, za psa pa še manj, tako da smo zdaj pač to spustili in jezero in mesto, tako da smo to pustili zaenkrat drugič. Ja, tako kot v Sloveniji in povsod na Balkanu je tudi tle vročinski val. Naj bi trajal do jutrna, v soboto ne bi bile potem že nevihte in tudi naprej ne bi bilo kar slabo vreme potem, kar je sicer glede temperatur fajn, ampak ja, v bistvu ima občutek, da sta samo še ta 2 dneva dejansko poletje, tako da bi rada to izkoristila. Hotela sva iti tukaj hoditi, da bi videla razgled na jezero, ampak štartaš preveč nizko, pa preveč je vroče, da bi bilo to izvedljivo. Tako da sva se zdaj odločila, da se bomo zapeljali do enega smučarskega središča, ki je malo višji, mislim, da je na 1500 metrov, tako da bo tudi noč bolj prijetna, pa bomo šli potem jutri tam verjetno hoditi, pa upamo, da ne bo to zelo vroče. Delno smo se uspeli izogniti vročini, tle smo zdaj na 1500 metrih, nekaj manj vroče je, ampak še zmeraj je čez 30 stopinj, oziroma tam okoli 30, ampak je pa res, da tukaj vsaj lepo pihlja, tako da je bistveno bolj prijetno, kot je bilo v dolini. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dijam.